Vatikan je na 5. velikonočno nedeljo gostil enega večjih dogodkov v sklopu leta vere. Šlo je za srečanje papeža Frančiška z birmanci. Na trgu Svetega Petra se je zbralo skoraj 70.000 mladih, ki so v tem letu že ali pa še bodo prejeli zakrament birme. Med sveto mašo na trgu Svetega Petra je papež Frančišek birmal 44 vernikov z različnih kontinentov. Uvod v dogajanje je bila večer pred tem procesija, ki je sledila izpoved vere pred grobom Svetega Petra in kratka kateheza o pomenu in zgodovinski vrednosti teh krajev za vero. Papež Frančišek je v nagovoru vse zbrane, predvsem pa mlade, povabil, da naj ostanejo zvesti Jezusovi veri, saj le takrat izražajo videz Boga, da prosijo Svetega Duha, naj jim pomaga v težavah in da z njegovo pomočjo hodijo proti večnemu življenju. Seguire il Signore, lasciare che il suo spirito trasformi. Hoditi za Jezusom, dopustiti, da njegov duh preobrazi naše senčne strani, naše vedenje, ki ni skladno z Božjo zamislijo in izmije naše grehe, je pot, ki naleti na mnogo težav zunaj nas v svetu, v katerem živimo in tudi znotraj nas, v srcu, ki nas pogosto ne razume in tudi v nas, v našem srcu. Ma le difficoltà, le tribolazioni, vendar so težave in stiske del poti, ki vodi v Božjo slavo. Podobno kot za Jezusa, ki je bil poveličen na križu. Težave bomo v življenju vedno srečevali, vendar pogum, imamo moč Svetega Duha, ki premaga naše stiske. Papež je mladim še dejal: Scommettetevi alle grandi ideali, alle cose grandi. Stavite na velike ideale, na velike stvari. Gospod ni izbral nas, kristjanov, za majhne stvari. Pojdite vedno onkraj, k velikim idealom. Mladi, zastavite življenje za velike ideale. Ob koncu slovesne svete maše, med katero je papež Frančišek podelil zakrament svete birme, je pred opoldansko molitvijo izrekel še spodbudno besedo, ki naj bi jih vodila v življenju. Sveti oče je znova pokazal svojo veliko pozornost do ljudi, ki zanj očitno niso samo množica, temveč osebe, ki je vsaka vesela in hvaležna za izraženo dobrohotnost. Pred sklepom dopoldanskega evharističnega bogoslužja je papež Frančišek vse birmance in vse tam prisotne izročil Mariji. Spomnil je, da nas Devica Marija uči, kaj pomeni živeti v Svetem Duhu in kaj sprejeti Boga v svojem življenju. Marija je Jezusa spočela po delovanju Svetega Duha in vsak kristjan je poklican Božjo besedo, Jezusa sprejeti vase in ga potem prinašati vsem drugim. V nadaljevanju je spomnil, da je Marija v dvorani zadnje večerje skupaj z apostoli klicala Svetega Duha. Jezusova mati nas vsakokrat, ko se zberemo k molitvi, podpira svojo duhovno prisotnostjo, da bi prejeli dar duha in imeli moč pričevati za ostalega Jezusa. Tistim, ki so danes prejeli zakrament svete birme, je papež posebej zaželel, naj jim Marija pomaga biti pozorni na to, kar Bog želi od njih, in da bi jim pomagala vedno živeti in hoditi skladno s Svetim Duhom. Nato je svoj prisrčen pozdrav sveti oče namenil še vsem ostalim prisotnim na trgu Svetega Petra. Spomnil pa je tudi na prizadete v nesreči v Bangladešu. In questo momento, un momento speciale. V tem posebnem trenutku želim k Bogu povzdigniti molitev za številne žrtve, ki jih je povzročilo tragično zrušenje tovarne v Bangladešu. Esprimo la mia solidarietà e profonda vicinanza Družinam, ki jočejo za svojimi dragimi, izražam svojo globoko solidarnost in občuteno bližino. Iz globine srca močno pozivam, naj bo vedno zaščiteno dostojanstvo delavca in njegova varnost. Nato je papež Frančišek svoj opoldanski nagovor sklenil z molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, podelil blagoslov in se s papomobilom popeljal med zbrano množico.